Globalno učenje v različnih državah ima različne stopnje prisotnosti. V nekaterih državah ima 50 let izkušnje, ki se gradijo od lastne izkušnje, lastne trpljenje, zmaga in tako naprej, kot nekaj vrste ad hoc, kot nekaj dodatni predmet, če temu lahko rečem, ki bi povezoval, da nobena država, noben človek, nekaj sistem ni dobesedno samostojen, ne? Je povezan z drugimi. In to nekaj povezanost, svetovno povezanost ali pa regionalno povezanost in tako naprej. In s tem hoče spodbujati, da izobraževanje, kot je bilo nekoč dojemalo, ne, kot da je nekaj znanje, in znanje je nekaj kapital, nekaj narod, nekaj država. In nam je zdelo tudi v izobraževanju skušati približevanje, poleg različnih razlik ali pa drugačnost. Svet je povezan. Nekaj dogodek v nekaj del sveta bo direktno ali indirektno bo vplival tistim, ki so daleč. In to smo videli v covidu, v različnih. Kako pa je uspel v samih državah, v različnih državah, je to, da posamezna država v izobraževalnem sistemu, ne, kljub dobro volje, kljub večje sodelovanje, zanimanost in tudi, hvala Bogu, sodelovanje, ni še formalno ali pa v neke vrste v pravne ureditve. Tisti, ki se ukvarja s tem, ni nikjer nagrajen, niti v plačilnem sistemu, niti učitelj ni tako, ne. Tako da tu je neke vrste dodati širši pogled o sebi, ko ti od drugih se učiš, tudi se učiš o sebi, ne. Vojna je zadnja stvar, ki človek lahko si predstavlja, grda stvar, in bo vplivalo sigurno. Poleg ni samo fizično transportiranje ljudem, beguncem iz ene kraja v drugo, kljub temu veliko držav sodeluje pri zaščite pa varovanje njihove pravice in tako naprej, ampak mislim, da je travma, ki doživlja otroke, ločevanje družine, ki ne bojo verjetno za vedno tudi ne bojo se srečali, in ta sigurno bo pustilo toliko negativno vlogo in vplivalo bo v doseganju teh ciljev. Ja.